Gledate oddajo Klepet ob kavi. Danes se gremo mečkon osnovnošolske biologije in sicer bomo spoznavali dinozaure. Ja, dajmo si pogledati, naša režija je pripravljala luškane slikce in bomo zdaj to dobro, da ne rabimo gibati, ampak se imam sina, ki se s tem ukvarja, tako da zdaj vse vem. Tole je stegozaver, ki je znan po teh svojih špičkah gor na hrbtu, potem vsem znani kralj dinozaurov, tiranozaver ali T-rex in pterozaver, to so teli, ki letijo, ki imajo take luškane klunčke. In na koncu imamo še brontozaura, ki je eden izmed večjih dinozaurov s temi dolgimi vratovi. No, imamo pa še enega, katerega slikca nimamo. Vegizaver, evo ga, in tole je vegizaver. Zakaj mi je ta najljubši? Zato, ker prvo kot prvo ni velik 3 metre, ni strašljiv, potem si ne zafeclam jezika, ko izgovarjam to ime in predvsem, ker je povezan s hrano. In mi hrano tukaj obožujemo. Z nami je Suzana, lepo pozdravljena. Torej, mi da bo danes naredili en tak vegizaver, zajtrk in potem še kosilo, pa še malce, vse nam boš danes povedala, ne? Vse, danes bo. Ok, ti v bistvu zdaj si že, kaj bomo se danes delali? Zdaj, zajtrk bo v bistvu zdrava ovsena kaša s svežim in suhim sadjem in pa z začimbami, z našo najljubšo začimbo, se pravi s cimetom. Dodanega sladkorja ne bo, bo pa za malo sladkosti še javorjev sirup. Ok, a drugače tako na splošno ne uporabljaš sladkorja, se ga izogibaš ali kako si ti s sladkorjem? Pa v bistvu za pretirano ga ne uporabljamo, smo bolj na tem javorjevem sirupu ali pa rižev sirup, agavin sirup, ta sledila. Če je sicer pa v bistvu, če poštudiramo, so sladkorji preveč vse posod dodani, tako da jih ne rabimo potem še mi v svojo domačo hrano dodajati. Se strinjam. Ti imaš tudi 2 sinova, zato me malo zanima zdaj. Prej smo se mi da večkrat nazad pogovarjali, daj ste vegani, se veš, meni to blazno zanima, ker mi je zelo fascinantno, da se lahko tako odločaš in res živiš potem brez, da bi kaj ful pogrešil. In si rekla sama, da v bistvu sta sinova tista, ki sta krivca, da ste postali vegani. Ja, v bistvu ju je zanimalo, odkot prihaja vse, kar imata na krožniku. In ker ne maramo laganja, smo se odločili, da bomo otrokom povedali po resnici. Torej ni bil mesek, ampak bil pač piščanček, puranček, kravica in pujsek, recimo. Je vse bilo povedano po resnici, da so to živali, ki se jih potem morajo ubiti. Zato, da pristanejo na krožniku in potem, ko te velike otroške oči gledajo, zakaj pa potem se to počne, te pa malo stisne pri srcu, ker ne moreš otroku lagati in niti ni prav, ker potem ga naučiš, da je laganje ok. Smo se odločili, da ne bomo podpirali tega in smo skupaj naredili premik. Sicer na začetku v vegetarijanski prehrani, ampak na koncu pa smo preklopili na vegansko, ker se nam je pri vegetarijanski cel čas nekako dozdevalo, da ne naredimo dovolj za živali. In šele kasneje smo povezali zgodbo z mlečnimi proizvodi in izkoriščanjem živali in potem smo rekli, ok, v tem nočemo sodelovati in smo zaključili. Kaj pa recimo vam najtežje? Katero živilo je tisto, po kateremu se pa recimo te posebno še vedno mečkam kovca? Nobeno. Resno? Ja, res. Kaj pa otroka? Tudi nič. V trenutku, ko smo naredili tak klik, ko smo ugotovili, kako grozna je zgodba za temi živili, je ni stvari, ki bi recimo rekla, meni se pa to vseeno lušta. Enostavno ni, ker v trenutku je zgodba od zadaj in ne gre. A to je že pripravljeno, drugače ne vmesno, ampak to je ful hitro že, ne? Ja, to je hitro, gotovo. Tako da sploh ni. Malo sem vmes še dodala kokosovega mleka, našega najljubšega, pa tudi suho sadje. Zdaj bom še vmešala pol bananice. Ti kaj pa med? Med... Pogrešaš kaj? Ne, ker je javorjev sirup, rižev sirup, agavin sirup, to so... Pa se težko recimo navaditi na te, ker so vse mečko nenavadni okusi, ne? Kako ste vi v bistvu to shendlali doma, no? Okusi so drugačni, ampak boljši, tako da sploh ni težave, ne? V bistvu se nam je z veganstvom odkrilo toliko novih okusov, da smo se še samo čudili, zakaj pa nismo tega naredili prej. No super, ker po večini velja, veganska hrana je pa brez okusa, dolgočasna, nič kaj pametnega. Pa ni temu tako, ne? Ne, jaz mislim, da je problem v tem, ker pač, če greš v kakšno restauracijo jesti, dobiš samo krompir in solato. In potem si vsi predstavljajo, da je veganska hrana, krompir in solata. Ja, res je, ja. Je milijon možnosti, milijon kombinacij in ni ene malenkosti, ki bi manjkala.
Ne? Tako da je res... Ok, to je zdaj ovsena kaša, seveda zdaj Ja. vse živo že, ne? Ja, brusnice, čija semena, potem, kaj so že tele? Rozine? Rozinice, ja, to imata naša črička najraje. Sedaj pa je v bistvu to. Zdaj ovsena kaša pravi, da je ful fajn, zato ker ima veliko vlaknin in tudi Ja. otroci, oziroma ljudje, ne samo otroci, nismo tako lačni hiter po tej zadevi, ne? ne. Se kar dolg lepo Ja, to je, prebavlja. v bistvu je to zelo nasiten obrok, tudi sladek, ker ima noter in suho sadje in sveže sadje, tako da sploh ni potrebe po nekih dodanih sladkorjih in kar zdrži enih 3-4 urce zagotovo. To je več kot dosta. Pa tudi v bistvu želje po sladkem več nimaš, ne? Ker se v bistvu tole, Ne. kot si rekla, čist dost sladko, ne? Ja, res Ok, je. kaj boš zdaj naredila? Zdaj bomo dali v tole skledico in malo zdekorirali. V bistvu tako, kot imata črička najraje. O, kaj diši cimet. Ja, cimet je zakon. Joj, res, jaz sem obsedena s tem cimetom. No, tudi naša režija je seveda pripravila ene par luštnih kombinacij, ki jih lahko kombinirate torej za kosmiči, ne? Torej kombinacije zeliščno-sadne, ne? Tukaj imate timijan plus robide oziroma limona, potem rožmarin, grozdje, sliva, bazilika, jagode in borovnice, kurkuma in kaki in pa najljubši, ne? Jaz mislim, da noben ne more, da to ne vedo, cimet in jabolko. Tako da ben štrudelček jedel, ne? Ja, ja. O, kako si to lepo. Čakaj, kaj si dala to? To je zdaj kokosov jogurt. To je še Kokosov tista, jogurt, ok. Ja, to je tudi taka dodatna dobrotica. Potem žličko arašidovega masla in to polnozrnatega, ker smo mi... Polnozrnatega? Ja, ker mi to sami delamo vedno, ker je prvič, veš, kaj daš noter in pa je tudi... A boš kar povedala ti, kako najceneje. pa ti to narediš zdaj, no? Ja, Dajmo to v skrivnost bistvu razkriti. samo te arašide, Ok. pa imamo en čisto osnovn blenderček, noter 5 minut in evo ga, je gotovo, ni neke znanosti. To je to? Ja, ja, to je to. Pa to krema, sta krata? Tak krema. Resno? Ja, ja. Hecno je, mislim, v štartu, ko smo ga delali, je bilo tako, da smo mislili, da je potrebno dodajati olje. Ja, tudi jaz Potem sem pomislila, ja. pa smo- Zelo krema, si zelo tak tekoč. Ja, ampak potem smo se pa enkrat zagovorili in pozabili, da držimo tisti gumb na Blenderju, ja. In potem odpremo in wow, to je že gotovo, ne? Tako da ni potrebno niti olja dodajati. In res, tak super stvarca. Doma si jo narediš v roku maksimalno 5 minutah, če imaš boljši blender, si še prej gotov, tako da ni težave, nobene. Koliko je pa tole lepo sezana. A ti si kaj šola na tej smeri? Ne, Ne, samo čut za estetiko. to je ljubezen do hrane. Ljubezen do hrane. Takole, še te bananice bomo dali gor, nič ne bomo pustili. Mislim, da je to sploh škoda, da sploh se dotikamo tega, ker je tako lepo. To je prav za slikati. To pa malo A orehov. tudi doma takole se Ja, potrudiš? ja, Res? vedno, ja. Ne samo za danes, Ne. Ne, res, zato ker je užitek pojesti. Res je, to je pa V res bistvu je zelo apetitli. hrana je čudovita in je škoda, da se je ne postreže tudi na tak način. Evo, in pa malo semena. mešanica semen. Tole je pa res bomba. To pa verjamem, da še marsikjer jedec, ki je navajen res 3 kg mesa poiskati, tole pojedo, mislim, da mi je tudi za par ur dosta, ne? Ja, zagotovo. In pa še takole. Evo ga, pripravljeno. Super, je, naš tole bo In zdaj se kar zdrav dan lahko začne. No, evo, pa dober tek, ne? Ja, dobro, tako. No, zdaj pa mi naprej. Ok, zajtrk smo zdaj pojedli, jaz ga bom dala kar semlele. Takole. Potem bova na koncu to probale, ker zdaj greva kar naprej na Kosilo. glavno jed. Kaj boš danes pripravila za jest? Aha, Da sam- slišimo. Lačni smo, lačni smo. Čufte. Čufte! Ja, Ja, takole, če si za veganske kroglice oziroma čufte, ne, zdaj si že pripravila, tamle se praži čebula, tamle v vodo si dala kosmiče. polento. Polento? Ok, Ja. polenta, dobro. Ja. Miroljubna polenta. Miroljubna. Ja, iz miroljubnega kmetijstva, Ja? to je pomembno. Vsekakor. Ja, res je. Za vegane je v bistvu tudi to pomembno, da se ne škoduje v nobenem pomenu. In tudi pri izbiri nakupa, kje bomo kupili hrano, vedno pač gledamo na to, da je lokalno, domače, da se kupi direktno pri kmetu, da se kupuje v večjih količinah, da se čim manj teh odpadkov proizvede.
Tako da čim lepše poskrbimo za svet. Okay. Daj mi še povej čisto neumestna, zdaj ta karantena pa to ne. A si kaj več kuhala kot sicer? Si kaj novega naštudirala? Ja, to Kako že. ste čas preživljali, no? Čas smo zelo dobro preživljali, uživali smo maksimalno. Ogromno smo bili v naravi in pa nekaj novih receptov sem res uspela stestirati, ja, zaradi tega, ker sem se začela malo spoznavati za brezglutensko prehrano. Skače? Skakajoč paradižnik. Zato sem v bistvu testirala kar nekaj teh sladic, pa takih jedi, ki ne vsebujejo glutena, ker nažalost je pri nas to še ne dovolj raziskano področje. In tudi v bistvu, jaz sem šele zdaj videla, da tisti, ki se prehranjujejo brez glutena, pa res imajo težavo iti nekam nekaj pojesti. In pa sem se pač igrala z nekimi idejicami, da vidim kakšne recepte, ki bi lahko za koga naumila, da bo lažje, da bojo imeli več idej za jesti. Skrivna sestavina, cimet. Cimet? Ja! Samot? Ja. Okej. Wow, no to pa še nisem tele kombinacije nikoli poskusila. Ja, to pa so nas v Grčiji naučili, ja. Ko smo prvič v Grčiji jedli nekaj z paradižnikovo omako in je bila omaka tako slastna, da ni bilo za verjeti, smo pa vseeno vprašali, kaj je noter in so rekli cimet. Ne moram paradižnikovi omaki. Wow. No, zanimivo. Ja. Bi se malo pogolfamo, kakor ta sladek von, ne? Na nek način. Ja. No, evo, super. Tako da ja. Evo. Aha, tudi recepti so seveda, naša režija jih je pridno gor dala, tako da ste si lahko vse sestavine prebrali in tudi postopek pregledali. Evo, še enkrat so dali gor, zdaj imate receptek prav za paradižnikovo omako. Kako se ga naredi, prej ste ga imeli pa za veganske kroglice. Ja, v bistvu je vse zelo enostavno. Ni izgleda nobenih res? znanosti tudi v kroglicah. Kroglice sem sicer pripravila doma, ampak je tako, da zdaj, če je... Ops, kako to skače? Živa je tale omaka, a? Živa. Če je fižol doma, ga je potrebno namočiti večer prej, pa potem skuhati. Če pa ga ni pri roki, pa je tudi tisti iz kozarca okej. In potem samo fižol, pa ovseni kosmiči, pa začimbice, semena in iz tega nastane dobrota, ki se v bistvu lahko ravno tako naredi na nešteto načinov, ker možnosti za veganske te kroglice so spet neskončne. Lahko se delajo z lečo, lahko se delajo z rižem, ne vem, dobro, če se da čičerika, pol je že bolj okus po falaflu, ampak vseeno vse izpade zelo dobro. No, bomo preverjali, pa povedali, če je res temu tako. Gremo si mi zdaj vmes, ko mi tole zdaj zaključujeva, si pogledamo še aktualne klepetove dogodke. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Hoja po žerjavici je vsekakor nekaj nepozabnega, nekaj, kar prižge iskro. Letos se po žareči preprogi sprehodimo 27. junija. Doživi enkrat to čarobnost skupaj z nami. Da se malo poveže z omako. Potem pa se lepo servira. To je otroci ful radi jejo. Zelo. Lahko, mislim, zdaj tvoje dva itak ne moš pretetati, ampak tako recimo, ste imeli kakšne obiske, pa se rekla, mesne kroglice imam, pa s tole dala. V bistvu nisem rekla, da so mesne, ker vsi vedo, da pri nas mesa ni. So pa bile vsem zelo dobre. Je to v bistvu lahko neka alternativa, recimo tako? Govorim za tiste, ki so res tako na to meso mahnjeni, kaj pa po okusu? Okus je božanski. Po moje, mislim, jaz se ne spomnim okusa mesnih,
ampak finta v mesu je samo v začimbah. Ker nihče ne bi pojedel mesa brez začimb. vsega, ne? Ja, brez soli in brez, ne vem, majarona, origana in ne vem česa, kar je vse tu noter, ne. Tako da je samo to zgodba okrog tega in ko se to proba, te kroglice čudovite, ki so enako slastne, zagotovo bolj hranilne, pa ni razlike. Miroljubna polenta. Razen v dobrem počutju, ne, tu pa se potem... No, to me zanima, a si porajtala recimo pa sebi kakšno razliko? Ja. Počutje je, v bistvu je, telesno počutje je zagotovo boljše, pa tudi psihično, ker veš, da ne sodeluješ več v tej grozljivi zgodbi, ne. In to je to. Super. Tako. Zdaj pa še malčka, ne? Ja, lej, moramo še malčko narediti, ne? Še to, ja. Tako, zajtrk in kosilo je Suzana iz Vegizaura že pripravila, zdaj pa še malco rabimo, ne? Se veš, da smo vmes kaj lačni. Ja, za malico v bistvu bom predstavila 2 malici, ki jih imajo otroci zagotovo zelo radi. Prva je jabolko narezano na krhlje in namazano malo z tem čudovitim domačim polnozrnatim arašidovim maslom. Takole. Gre eno žličko, da še recimo ne krh, ne približno? Pa 3 žličke v usta. Pa namočaš. Takole. A to si sama spomnila? Ja, enkrat so bili neki napadi vsega, vse bi, ne? To vsi poznamo. Ampak tole je res zdravo, ne? Ja. In to so, kaj je to za eni kosmiči, so kam To imaš so veganski tile, sicer so kupljeni, tudi to si ponavadi, to se vse da doma narediti, ne, te granolice, to ni problem. In se pol to poje in je želoček poln in lahko gre otrok dalje za mizo se učiti. Za mizo se učiti, okej. Ja, tole zgleda res lepo, okej. Ja. Torej ena zdrava malčka. Takole, ja, to je to. Pa še drugo varianto imaš, si rekla, ne? Druga variantica pa je sveže sadje, ki je v času pač sezone, ne, se lepo nareže, čez se prelije rastlinski jogurt. Jaz imam tokrat sojinega in potem čez to gre seveda nepogrešljiv cimet. Tako, kje je, evo. In pa za še malo sladkobice. Kje si rekla, da si ti tele recepte tako malo dobila navdih, no? Ja, za ta za cimetom opcija to je Grčija. Grčija, ne? Ja, to je naša destinacija poletna, kjer uživamo neskončno. Zdaj lahko probam? Ja, za Kjer je začne? Ja, pri zajtrku. Čakaj, imamo kakšno žličko, a lahko kar tole vzamem tega rašidovega? Lahko. Sej žlico že tam. Zdaj sem si to zbrala. Ja, ampak sicer je pa žlica že tu, no. To je pa res dobro. Je, ne? Pa tista semena not pašejo, ne? To je dobro. Ne morem v roko prijeti, Denis, kaj vroče. Ja, pijem v roko. Ne morem. To je pa tako polno vkusov, da ne morem verjeti. Je. Ta recept vmes, recimo, jaz nisem, a ne, jaz sem spoznala te stvari, ampak tole, kar si pa danes naredila, tole je pa tako polno vkusov. Pa sej se, da jaz sem malo tako, ne, ampak tole je pa, oh my god. In če otrok to poje in gre v šolo, jaz mislim, da... Ampak tole je res nasitno. Ja, nasitno je in dobro in zdravo, tako da... Ja, grem naprej, no, kaj ste... Joj, ta moja režija, daj probi še kaj povej, kako je ostalo dobro, evo, probavam. Zdaj imam pa tale čuftek, veganski in polenta. Jaz mislim, da bom šla med vegane, ampak sem če Suzana, mensko skuhala. Kuham. Tole gre meni čez. Ja, ne, ni razlike. Zelo dobro. Ok, jabolk, ne? Vse bom probala. Pa vam res zajtrk, kosilo pa še malčko. Tole je tako dobro. Se ne bi smela prsto lizati, ampak ne moram si pomagati. Tole je pa tako svežino, ampak to bi lahko dejansko tudi za zajtrk jedel človek, ne? Ja, tudi, lahko. Ok, in zdaj bom prvič v življenju poskusila tudi to je lahko za zajtrk. Si hotel smeč. Ja. A sojin jogurt je v redu? Zelo. Ta je najboljši. Prvič v življenju sem pojedla sojin jogurt in moram reči, da gre čez.
Tako da, jaz res, jaz bom veganka. Saj Suzano rabim. Hvala za obisk. Z veseljem. Veliko uspeha še naprej, čudovitih receptov, pa prosim še kaj se oglas, ker mislim, da nas boš vse lahko hitro spreobrala. Z veseljem, ni problema, pridem. Hvala. Kaj je dobro tole, jaz moram še tale jabolko do konca pojesti, lahko? Ja, seveda, si jih lahko še naredim, da se ne bo to.